Spoštovani, lepo pozdravljeni v galeriji Družina. Hvala mladima glasbenicama pod mentorstvom profesorja Draga Arka in profesorice Mateje Valič predsednik, Lani Rupnik na violini in Amadeji Gabrovšek na klavirju, da sta nas skladbo Izgubljena zgodba Neže Žgor popeljali v začetek našega druženja. Veseli nas, da med nami pozdravljamo avtorico priročnika gospo Majdo Hostnik. Gospa Majda si je od nekdaj želela postati učiteljica. Ta želja se je uresničila in svoje poslanstvo je v šoli opravljala 38 let. To je bil zanjo sanjski poklic, ki ga po upokojitvi še naprej uresničuje doma s svojimi vnuki. V knjigi Vrtec pri stari mami z bralcem podeli izkušnje, ki jih je pridobila pri svojem delu v šoli in doma. Izvedeli boste, kako poteka dan, ki ga preživi s predšolskimi vnučki, ter katere dejavnosti spremljajo njihove dneve. Opisanih je veliko idej za igre doma in v naravi, ter nasvetov, kako pričarati okolje, v katerem bodo otroci delavni, sproščeni in vztrajni, da boste skupaj doživeli veliko neprecenljivih trenutkov zadovoljstva ob ustvarjanju ter pridobivali nova znanja preko igre. Knjiga je zasnovana kot priročnik, namenjen je babicam in dedkom ter vsem, ki se ukvarjate z vzgojo otrok. Sedaj pa kar predajam besedo avtorici knjige. Hvala lepa za lep uvod, pa tudi en prisrčen pozdrav z moje strani. Pa hvala lepa, ker ste si vzeli čas in prišli na predstavitev knjige Vrtec pri stari mami. Če bi se kratko predstavila, torej sem Majda Hostnik. Kot je že v uvodu bilo omenjeno, sem večino svojega življenja posvetila delu z otroki. Poleg tega, da sem poučevala v šoli, sem bila razredna učiteljica, sem si hkrati tudi ustvarila družino. Z možem imava 4 sinove, ki so že odrasli in podarjenih nama je zaenkrat 10 vnukov, pričakujemo pa še 2. Domači temu pravijo vrtec pri mami Majdi. Vrata v naš vrtec so odprta od jutra do večera. Prihajajo otroci stari od 1 leta do vstopa v šolo. In sicer takrat, ko so starši v službi. Vsakdo, ki stopa skozi vrata našega doma, ve, da je zaželjen, težko pričakovan in ljubljen. Ker se zavedam, da je to obdobje, predšolsko obdobje, zelo pomembno za razvoj otroka, tudi vzgojo svojih vnukov jemljem zelo resno. Kaj sem v knjigi želela, kaj pričujoča knjiga želi bralcu ponuditi? Vzpodbuja ga, kako pomembni so za vzgojo otroka tudi stari starši. Zelo velik pomen dajem tudi igri in to taki, ki se kar sama ponuja v naravi, branju pravljic, ustvarjanju in pa seveda pri vseh teh dejavnostih navajanju na red in pa medsebojne kulturne odnose. Zelo pomemben se mi zdi tudi tenkočuten odnos do stvari okrog sebe, ki bi jih rada privzgojila svojim vnukom. Torej, knjiga je razdeljena na 11 poglavij in bi jih želela kratko predstaviti. V uvodnem delu vodni del sem namenila pomenu starih staršev za celovit razvoj otrok. Za afriški pregovor celo pravi, da je za vzgojo otroka potrebna cela vas. Če že ne sodeluje cela vas, pa prav gotovo lahko veliko pripomoreta stara starša. S čim? Svojo iskreno ljubeznijo, saj komaj čakata, da vnuki pridejo. Svojim
znanjem, z izkušnjami, ki sta jih pridobila tekom življenja in zato na mnoge probleme gledata morda iz drugega zornega kota, bolj razumevajoče. Najbrž sta tudi že prišla do spoznanja, kaj je v življenju najpomembnejše. Ob napakah, ki sta jih naredila pri svojih otrocih, pa sta se gotovo tudi nekaj naučila in prišla do novih spoznanj, ki jih lahko uporabita pri vzgoji vnukov. Včasih, ko je bilo veliko kmetov in obrtnikov, je bila razširjena družina, v kateri so živeli stari starši, starši in otroci, nekaj povsem običajnega, celo dobrodošlega. Potem pa se je odnos do družine v dobi industrializacije bistveno spremenil, lahko rečem poslabšal. Mladi so se odselili v mesta, si tam ustvarili družino in niso bili več odvisni od staršev, so bili povsem samostojni. Zadnja desetletja pa so se poudarjale veliko človekove pravice in z njo individualizacija, kjer je postal pomemben posameznik in vse manj družina oziroma skupnost. In kako je danes? Danes se mnogi mladi starši bojijo pretirane navezanosti starih staršev z vnuki, celo bojijo se, da bi jih ti preveč razvajali. Jaz pravzaprav nisem takega mnenja, mislim, da je bojazen tudi odveč, ker staršev, ki ljubijo svoje otroke, ne more nadomestiti nihče. Mislim, da starši, ki svojega otroka želijo obdržati v neki ozki družinski celici, da ga s tem prikrajšajo za veliko lepih doživetij s starimi starši, za veliko topline in pa tudi navsezadnje za številna razvajanja, ki obogatijo otrokov vsakdan. Mislim, da veliko lepega v razvoju otroka doprinesejo tudi strici in tete, saj so njihovi otroci, torej bratranci in sestrične, prvi resni stiki, ki jih imajo otroci med seboj. In mnogi navežejo tako dobra prijateljstva za vse življenje. Zato se mi zdi, da je prav, da otrok odrašča tudi v razširjeni družini in jo lahko primerjam z drevesom, ki ima korenine in lahko obrodi obilen sad. Pri tem pa seveda ne smem pozabiti poudariti, da je pa naloga starih staršev, da spoštujejo vrednote in pravila, ki jih imajo starši vnukov. In morda boste rekli, kaj pa, če jih ne? Ja, imam sama tako izkušnjo. Moj oče je pazil mojega najmlajšega 4. sina in kljub mojim željam in prošnjam je prinašal čokoladico vsak dan. Ni mi bilo to všeč, vendar v kakšne posebne spore in konflikte se nisem zaradi tega spuščala z očetom, ker, hvala Bogu, sem znala videti vse tisto dobro, kar je oče dal svojemu vnuku, neizmerno ljubezen, in lahko rečem, da je to bilo veliko obilnejše kot tista razvada. Oče in sin sta ostala povezana do zadnjega in prav ganljivo je bilo, ko mu je moj sin ob slovesu na grobu
izrekel globoke in lepe besede v slovo. Tako da, če potegnem črto, bi rekla, da lahko srečanja z vnuki zelo polepšajo jesen življenja in osmislijo starim staršem in stari starši obogatijo življenje otrokom. Seveda, k največji avtoriteti na obeh straneh pa pripomore medsebojno spoštovanje, reden pogovor in pa sprejemanje različnosti. Na začetku sem opisala, kakšen je naš delovni dan v vrtcu. Imamo pravila, ki so zelo preprosta in navajajo otroka na kulturno vedenje, na medsebojne kulturne odnose, kot so recimo zahvaljevanje, pozdravljanje, opravičevanje, na red, na potrpežljivost, na vljudnost. Skratka, pri teh stvarih smo kar dosledni. In da naučimo otroka lepega vedenja, smo nekako odgovorni, poleg staršev seveda tudi stari starši. Mnogo strokovnjakov v današnjem času pritrjuje mojemu razmišljanju, ki pravi, da se otrokov potencial v polni meri razvija v urejenem in varnem okolju. No, in varnost otroku daje prav ustaljen red, da ve, kdaj bo malica, kam je treba pospraviti knjige, kam je treba zložiti igrače, da ve, da je treba iti k počitku in tako dalje. Mi začenjamo dan z molitvijo, zahvalo Bogu in prepevanjem. Vemo, da smo mi odrasli in otroci pri zahvaljevanju zelo šibki, da se najpogosteje oziramo k nebu takrat, kadar smo v stiski. Zato je prav, da se ozaveščamo s tem tako odrasli kot tudi otroke, da nobena stvar sama po sebi ni samoumevna, da se je treba za to zahvaliti in biti hvaležen Bogu za vse, kar imamo. To se mi zdi zelo pomembno. Vsak dan tudi prepevamo. Pojemo takoj po molitvi, pojemo tudi tekom dneva, ko recimo kaj ustvarjamo. Velikokrat zapojemo, ko smo v naravi in opazimo kakšno živalco, pa v njej zapojemo kakšno pesmico, kajti petje se mi zdi zelo pomembno. Zakaj? Zaradi tega, ker otroke sprošča, jih pravzaprav vabi k spontanemu gibanju, jih med seboj povezuje. Hkrati tudi se otroci nehote jim uri spomin, ko se nehote naučijo besedila določenih pesmi. No, znanstveniki pa so celo dokazali, da zelo pozitivno vpliva na koncentracijo, na razvoj govornih in umskih sposobnosti. In prav v knjigi, ki jo danes predstavljam, sem izbrala kar nekaj pesmi, primernih za posamezno starostno obdobje. Zelo pomembno se mi zdi tudi branje pravljic. Gotovo se je marsikdo od vas že srečal z izzivom, kako bi otroku približal knjigo oziroma kako bi vzgojil dobrega bralca. V prvi vrsti se mi zdi zelo pomembno, da otroku, že majhnemu, veliko beremo. In da je tudi kakšno darilo v smislu podarjene knjige, da ima otrok
sam kakšno svojo knjigo, ne samo v skupni zbirki. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je ta, da kakšen imamo mi odnos do knjige. Kako pogosto jo vzamemo v roke. Kako se pogovarjamo o prebrani vsebini. Imamo doma kakšno knjigo na svoji knjižni polici? Poleg tega, da imamo zbirko svojih knjig, je prav tudi, da z otroki redno obiskujemo knjižnico, kjer otroci lahko sami izberejo knjigo, ki jih privlači. In moja izkušnja je taka, da vnukinja vedno, ko se vrneva iz knjižnice, poseže najprej po knjigah, ki jih je izbrala, dala v nahrbtnik sama. Zakaj je branje zelo pomembno? Že Einstein je rekel, če želite, da bi bili vaši otroci bistri, jim berite pravljice. Če želite, da bodo še bolj bistri, jim berite še več pravljic. In zato je pravljica zelo pomembna, ker bogati otrokov besedni zaklad, ker otroka uči, mu širi obzorje, ga sprošča. V pravljici se otrok poistoveti s pravljičnimi junaki in razvija domišljijo. In pravzaprav samo v pravljicah lahko otrok uresničuje svoje sanje. In prav nič ni narobe, če otrok pravljico sliši večkrat, isto pravljico, kajti vsakič jo doživlja malce drugače. Lahko rečem, da je v današnjem času tudi precej slabih pravljic, zato je prav, da je mi, ki smo odrasli, naša izbira, da pogledamo, da ima pravljica res pravljični značaj, kjer dobro premaga zlo. Sedaj bomo prisluhnili skladbi Liebenschweigen Franca Leharja, ki jo bosta zaigrali Lana Rupnik na violini in Iris Ana Blažič na klavirju.
Zgodbe pa piše tudi življenje. In tudi meni je napisala svojo zgodbo. In te se mi zdi, da so zelo zanimive za vnuke. Kajti med starimi starši in vnuki je kar precejšen časovni razmak in že zgodbe iz vsakdanjega življenja so zanje zanimive in vzbujajo čudenje. Če jaz primerjam svoje otroštvo z otroštvom mojih vnukov, lahko rečem, da je bilo zelo skromno in pa, da ga je zaznamovala narava. Ta je bila prostor za delo in igro. Tak način mi je še vedno všeč in mislim, da postaja tudi vse bolj aktualen. Kajti nekaj mesecev nazaj sem poslušala dr. Rajoviča, ki vzgaja bodoče učitelje in je rekel takole, da je zadnji čas, da naučimo otroke spet plezati po drevesih, skakati čez potok, tekati bose in pa da otroke naučimo neke odgovornosti za določeno delo. In se spomnim tudi besed dr. Ščuka, ki je enkrat govoril, kako je nek deček bil hospitaliziran in nekaj dni sploh ni ne govoril, ne jedel. In potem so v pogovoru z njim prišli do spoznanja, da je tako zaskrbljen, ker ne ve, kdo bo nakrmil njegove zajčke. In mislim, da take odgovornosti danes v veliki meri primanjkuje. Zgodbe pišejo tudi letni časi. Jaz sem si jih izmislila sama, da bi otrokom na čim bolj njim blizu način pričarala te spreminjajoče se dogodke v naravi. Seveda, to je le vzpodbuda, da odidemo v naravo in na konkreten način se tam lotimo dela, ne s pogledom skozi okno. V knjigi veliko pišem o kako pomembni so ti sprehodi in gibanje v naravi. Jaz se z vnuki odpravim ven v vseh letnih časih, v vsakem vremenu. Seveda se v vremenu primerno oblečemo in odidemo. Že Marija Montessori je poudarjala, kako je gibanje pomembno za otroka, da s tem osvaja prostor dejavnosti in to mu razvija In prav je, da se otrok v naravi preko izkušenj čim več uči. Seveda, otroke je treba tudi navajati, da znajo opazovati svet okrog sebe, da ga gledajo ne samo z očmi, ampak tudi srcem, kot je rekel Mali princ. Da smo pozorni do vseh najmanjših stvari, recimo, da jih občudujemo, da smo z njimi nežni, da nam vzpodbudijo nek tenkočuten odnos do stvari in da pri vseh teh opazovanjih vključimo vsa čutila, ker to potem otroku pusti globoke sledi. Če bomo otrokom privzgojili občutljivost za opazovanje, za čudenje, bomo vzgojili odgovorne osebnosti, ki se bodo znale obnašati v naravi in jo spoštovati. V svoji knjigi tudi dajem velik poudarek igram. Predstavila sem precej družabnih iger, ki sem si jih izmislila sama. Igre imajo natančna navodila, kako se igrajo, imajo tudi priloženo sliko, ki jo lahko uporabite kot igralno ploščo.
In pa seveda ob igrah so tudi še navedene dejavnosti, ki otroka zabavajo, učijo in ga razveseljujejo. Povsem nasprotno kot igre, ki jih mi igramo z otroki, družabne ali kakršnekoli, pa so igrice na ekranih. In dr. Kristovič pravi, da ne smemo otroka prepuščati igram, da taki starši ali stari starši zanemarjajo otroka. Zato moramo biti pri teh stvarih odločni, nepopustljivi in otrokom postaviti jasne meje. Iger sicer nikoli ni preveč. Igra je osnovna otrokova potreba. Preko igre se nauči, osvoji vse veščine, ki jih bo potreboval v življenju. Predstavila sem tudi številne priljubljene igre, ki jih morda vi že poznate, morda jih poznate, pa ste jih že pozabili, nekaj pa sem si jih tudi izmislila sama. So natančno opisane in vam želim, da si vzamete čim več časa za igro. Kadar se družim s svojimi vnuki, dajem velik poudarek tudi ustvarjanju. Otroci ustvarjajo zelo radi, sem se že veliko naučila od njih. Posebej sem poudarila, da za to ustvarjanje ni potrebno imeti kakšnih posebnih materialov. Mi v glavnem uporabljamo odpadni material, kot so recimo tulci, razne škatlice, lepenka, časopisni papir ali pa prinesemo material iz sprehoda, recimo različne kamne, storže, kostanje, želode in tako dalje. Zakaj je tudi ustvarjanje pomembno? Otrok s tem, ko nekaj dela, pridobiva ročne spretnosti, ki jih rabi vse življenje. Če želi neko stvar dokončati, izdelek, mora biti pri tem tudi zelo vztrajen in pa razvija svojo domišljijo. In ko izdelek dokonča, je prav gotovo tudi zadovoljen, torej doživlja tudi veselje. Če pa še ve, za koga bo ta izdelek, recimo za mamico, prijatelja, pa bomo rekli, razvija tudi ljubezen do bližnjega oziroma hvaležnost. Če otrok v delo vloži veliko truda, je prav, da ga pohvalimo. Jaz sem mnenja, da s pohvalami ne skoparimo in tudi ne razmetavamo. Nam veliko pomenijo tudi družinski prazniki in prav njim sem posvetila tudi eno temo, eno poglavje. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da družinski prazniki prinašajo v dom neko toplino in da med seboj povezujejo družinske člane. Recimo, če sam dam en primer, Miklavžev večer recimo, ali pa priprava na adventni čas, koliko lepih trenutkov otroci doživijo, ko pišejo pismo Miklavžu, ko mu rišejo risbico, ko pečejo piškote, ko v adventnem času recimo rešujejo naloge, da se bodo pripravili na Jezusov prihod, zbirajo slamice, da bo njegovo ležišče čim bolj mehko in tako naprej. Praznujemo tudi druge praznike, veselijo se otroci praznovanja svojih rojstnih dni, ker takrat je poseben dan v naši družini, ko on lahko izbere pravljico, ko on izbere, kam bomo šli, ko on izbere, kaj bomo pomalicali.
narišemo mu risbice, ki ga bodo spomnile in povežemo v zvešček oziroma v knjigico in tako dalje. Recimo častimo tudi Marijine, mesec maj je zdajle posvečen Mariji in z mojo vnukinjo sva naredili Marijin oltarček v dnevni sobi, pogrnili sva mizico, na njej skrbiva, da je svež šopek, postavili sva sliko, ki jo je Lucija narisala, Marijino sliko in zadaj njeno družino, ki jo priporočava Mariji, da jo varuje in spremlja. Bereva vsak dan šmarnične zgodbe, Marija ima rada vse otroke. Meni se zdijo zelo ganljive in tudi Luciji, včasih reče celo žalostne, opraviva tudi nalogo. Včasih pa se odpraviva tudi v kapelo v našem župnišču, ki je blizu, in tam v tišini predava prošnje ali pa skrbi Mariji in jo prosiva, naj pomaga pri težavah. Naučili sva se tudi eno Marijino pesmico, ki jo vsak dan zapojeva in vsak dan tudi zmoliva, Oče naš, zdravo Marijo, za sirote, ki v sirotišnici, o katerih pripovedujejo zgodbe. Tako. No, in potem je v knjigi še zadnje poglavje, o katerem sem dolgo časa razmišljala, ali bi ga vključila v knjigo, pa me je tudi ta vnukinja, ki jo zdaj pazim, pravzaprav pomagala k odločitvi, ker ko je bila stara 3 leta, zdaj pa je 4,5, sem pripravljala bratranca za vstop v 1. razred, tako da sva se igrala različne besedne igre, glasove, tudi črke sva spoznavala, pa sva jih oblikovala iz različnih materialov, vse to je tudi predstavljeno v knjigi. In ona se je nehote naučila vseh črk. In ko je letos prišla v jesen, med poletjem se samo videvamo občasno, spet k meni v varstvo, je poznala vse črke in jih je že povezala v besede. Sama se je naučila brati. In to je bila zame vzpodbuda, da sem za vsako črko abecede napisala zgodbo, ker s tem želim približati otroku branje in pisanje. Tudi poudarim pravilen zapis črke, ampak moram pa še to poudariti, da to temo vključujemo v varstvo ali pa otroku toliko, kolikor on pokaže zanimanja. Nikakor ga ne silimo, posiljujemo s temi stvarmi. Če on pokaže zanimanje, se mi pa zdi prav, da mu pokažemo na tak njim primeren način, da ga uvede zgodba, da pokažemo, kako se pravilno piše, da prej naredimo kakšne vaje za lepo držo svinčnika in pravilne gibe za vlečenje črt. Če bi ob zaključku rekla, kaj bi najraje povedala starim staršem in staršem o tej knjigi, kaj bi najbolj poudarila, bi rekla to, da si je vredno vzeti za otroke čas. In da vse, kar delamo z njimi, delamo s srcem. In seveda pri tem upoštevamo, da je vsak otrok enkraten Božji dar. In želim vam veliko lepih trenutkov ob ustvarjanju s pomočjo knjige, ali pa kakorkoli, ne glede na to, ali pazite na vnuke, ali se z njimi samo občasno srečate. Zaključujemo z 2 skladbama, in sicer skladbo La Folja skladatelja Korelija bosta zaigrali Neža Žgur na violini in Amadeja Gabrovšek na klavirju.
Nokturno v E-molju Frederika Chopina pa bo zaigrala Iris Ana Blažič.